Nekega dne je Jezus z učenci stopil v čoln. Zapeljimo se na drugo stran jezera. In so odrinili. Med vožnjo je Jezus zaspal. Vihar je vse hujši. Voda pljuska v čoln. Kaj bomo storili? Prebudite Jezusa. Pohitite vendar. Učenik, potopili se bomo. Jezus vstane, požuga viharju in valovom. Ko se valovi in vihar pomirijo, zavlada tišina. Kdo neki je ta človek, da ga ubogajo celo vihar in vode? Res? Le kdo je? Ko se je Jezus vrnil na drugi breg, so ga sprejeli ljudje, saj so ga vsi težko pričakovali. Tedaj je prišel mož, predstojnik shodnice, Jair po imenu. Padel je Jezusu pred noge in ga prosil, naj pride v njegovo hišo. Njegova edinka, stara kakšnih 12 let, je umirala. Predstojnik, tvoja hči je umrla. Nikar več ne nadleguj učenika. Nič se ne boj, Jair, samo veruj in bo rešena. Ko gre Jezus v hišo, ne pusti nobenega noter, razen Petra, Janeza, Jakoba in dekličinih staršev. Vsi se jokajo in tožijo, ker je umrla. Ne jokajte. Ni umrla, samo spi. Samo spi? Vem, da je mrtva. Jair, podaj mi dekletovo roko. Deklica, zbudi se. Tedaj se je v deklico vrnilo življenje in je takoj vstala. Jezus jim je velel, naj ji dajo kaj jesti. Jezus je krenil z apostoli v bližino mesta Becajda, da bi bil sam. Ljudje pa so zvedeli in hiteli za njim. Lepo jih je sprejel, se pogovarjal z njimi o Božjem kraljestvu in ozdravil vse, ki so potrebovali njegovo pomoč. Ko se dan začne nagibati, pridejo k njemu 12. Pošli ljudi proč, naj gredo v bližnje vasi in pristave, da dobe tam prenočišča in kaj za podzob. Saj smo na samem. Apostoli, vi jim dajte jesti. Nimamo učenik. Nimamo drugega, kakor 5 hlebov in 2 ribi. Kvečjemu lahko kam gremo in za vse te ljudi nakupimo živeža. Kako naj nahranimo kakšnih 5000 mož? Recite jim, naj se posedejo po skupinah, približno po 50 ljudi. Učenci storijo, kakor jim pravi Jezus, in jim velijo, naj sedejo. Jezus vzame 5 hlebov, 2 ribi, povzdigne oči k nebu, se zahvali in razlomi kruh. Potem ga da učencem, da ga razdelijo ljudem. Vsi se najedo do sitega, in ko so pobrali ostanke, so nabrali 12 košar. Učenci moji, povejte mi, za koga me imajo ljudje? Učenik, nekateri te imajo za Janeza Krstnika,
drugi za Elija, spet drugi so prepričani, da je vstal kakšen izmed starih prerokov. In vi? Kdo sem po vašem? Božji maziljenec. Peter, najstrožje vam prepovedujem, da bi to komu pripovedovali. Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine, veliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili. Tretji dan pa bo vstal. Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Povzdignil si svoje veličastvo nad nebesa. Iz ust otrok in dojencev si napravil hvalo navkljub svojim nasprotnikom, da uženeš sovražnika in nasprotovalca. Kadar gledam tvoje nebo, delo tvojih prstov, mesec in zvezde, ki si jih naredil, kaj je človek, da se ga spominjaš? Ali sin človekov, da skrbiš zanj? In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov. Slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast nad deli svojih rok in vse si podvrgal njegovim nogam. Drobnico in vso goved in tudi poljske živali, ptice pod nebom in ribe v morju, vse, kar hodi po morskih stezah. O Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Ko se je bližal čas Jezusove smrti, se je Jezus odločil, da krene proti Jeruzalemu. Pred seboj je poslal glasnike. Prišli so v samarijsko vas in mu hoteli pripraviti prenočišče. Toda tam ga niso marali sprejeti, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Učenca Jakob in Janez se vrneta k učeniku. Gospod, naj ukažemo, da pade ogenj z neba? Naj pade ogenj in jih pokonča. Ne zavedate se, kakšen duh govori iz vaju. Sin človekov ni prišel ljudi pogubljati, temveč reševati. Pojdimo v drugo vas. Učitelj postave v Samariji je hotel Jezusu nastaviti past. Učenik Jezus, kaj moram delati, da dosežem večno življenje? Kaj piše v postavi? Kaj tam bereš? Piše, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso svojo močjo in vsemi svojimi mislimi. Svojega bližnjega pa moraš imeti rad, kakor sam sebe. Prav si odgovoril. Tako delaj in boš živel. Oprosti, učenik, to razumem, toda kdo je moj bližnji? Nekdo je šel iz Jeruzalema v Jeriho. Nanj so planili roparji. Vse so mu pobrali in ga pretepli. Potem so zginili in ga pustili, da je obležal na pol mrtev. Po naključju pride po isti poti duhovnik, ga vidi, a gre naprej. Tudi levite zanese tja, vidi ga in gre mimo. Nazadnje pride nekdo iz Samarije, ki potuje mimo. Zagleda ga, pa se mu zasmili.
stopi k njemu, mu izmije z oljem in vinom rane ter jih obveže. Nato ga dene na svojo jezdno žival, spravi do gostišča in poskrbi zanj. Drugi dan vzame 2 denarja, ju da gostilničarju in naroči: skrbi zanj, in če boš imel kaj več stroškov, bom plačal, ko se bom vračal. Kaj se ti zdi? Kateri od teh 3 je ravnal kakor s svojim bližnjim sočlovekom, na katerega so bili planili roparji? Tisti, ki se ga je usmilil in mu pomagal. Tako je. Pojdi in tudi ti tako delaj.